na minutko. Ja, tako Na sem se minuto. navadil Ne, zdaj, ko malo imam... si zamudil. Ne, 18, nič. Meni se zdi, da je 2 minuta čestno. Če Tako sem se navadil, zdaj 18:02. ko imam 10 meetingov na dan, pizda. In si na svetu. Ja. No, vse točen stari. Si že začel z novo pozicijo? Ja, sem ja. Čekaj, kaj je In? nova pozicija? Zdaj sem pri NFTFi. To je peer-to-peer marketplace za collateralized loans. Dober timing, ne? Ja, Kako se kaj pozna to zdaj, ta market crash pri vas? ja se je valjda nek upad te aktivnosti, ampak delano servis je v bistvu s temi, zato ker je to vse DApp, ne, se pravi decentralized app, lahko v bistvu prek Etherscana vse te DAppe nadzoruješ oziroma vidiš, kakšno imajo aktivnost. Ne. Tako da te podatki so v bistvu vsi javni, tako da če koga pa zanima, kako te decentralizirane aplikacije, kako delajo z poslovnega vidika, lahko to preveri. Ena ful popularna platforma je, ki se imenuje Dune, kjer lahko pač upišeš, ne vem, fractional upišeš in po je ziher nekdo naredil neke grafe, kjer vidiš to aktivnost. Ja. Ja. Meni je bilo to ful zanimivo, ko sem en podcast poslušal, da eni ljudje prav gledati v blockchain, kjer ima nekdo nek position, veš, da bojo prodali, ne vem, tok pa tok svoje pozicije, če pade tok pa tok cena, ne, kar je res čist druga stvar kot prej, ko si moram se ugibati na market, na stock marketu. Ja, to se da na decentraliziranih. Ja, na teh decentraliziranih, ja. Ja. Vi ste tudi neki Alen naredili neke NFT-je, ne? Z tega, kar imaš od zadaj. Ja, to sta dva Teh slik exempla. z diplom. Ja. Za vsak od teh, v bistvu, hteli smo ustvariti nek novi način certifikatov za online šole, ker vse veš, pač vse te, zdaj je bil tako veliki boom online šol, ne, in vsi so na koncu, ko končaš kot študent, dobiš neki PDF, kjer je gol na veliko napisano tvoje ime, torej študenta, pa spodaj neki podpis, itak nič ni certificirano, ampak pač neki PDF dobiš. In kaj ljudje s tem delajo, pač v najboljšem caseu ga šerajo na LinkedInu ali pa na Instagramu. Ampak mi smo se vseeno malo vprašali, veš, kako bi lahko to imelo neko boljšo zgodbo. In to, ker delamo z dizajnerji, smo se vprašali, kako bi lahko ti certifikati bili neki piece of art. Teda smo stvarili potem z generative artom enih 1677 unikatnih takih grafik. In vsak od teh je tudi NFT, teda vsak študent, ko konča, dobi taki unikatni piece of art, ki ga lahko dobi tudi wallet, če želi, s katerim lahko dokaže, da je dejansko on končal tečajne. Kdo pa je gas fee plačal? Mislim, ker da ti generiraš NFT, so takrat, koliko pa je bil strošek recimo na eno diplomo, na eno slikco, sorry? Veš, kaj uporabljamo? Polygon. Polygon je pa ful cenejši, ne. Tada smo na layer 2 šli in potem so, ne vem, ni bilo dosti, no, par centov. Tada si naložiš nekaj na wallet, par 10, 20, 30 dolarjev, pa imaš mir za en čas. Layer 1 pa je čist predrag, ne, tada smo šli kar na Polygon. Smart, ja, smart. Se to je sidechain, to ni layer 2, ne. Mislim, Andrej me lahko popravi, če se motim. Polygon ima svojo, To je layer 2, ja. svoj tudi coin. Layer 2 je. Ja. Jaša? Ja, to je meni najboljših teh na FT projektu, tako dalen tam zat. Čau, Klemen, se slišimo? Nova frizurca, Dobro, okej. Good. Frizurca ni nova, je pa oprana glava, tako da lasje so drugačni, če so dolgi, ali so oprani, ali so pa neoprani. Sem mislil, kad imaš od zadaj to obešeno perilo, da je frizura del perila, da je neko perilo od zadaj. Ampak sem pol videl, kad si se premaknil. Ne, v zadaj je
Zadnji je tako nekaj stelasca, nekih srajc, ki trenutno niso tako v uporabi v tem novodobnem času, kar je za mene čisto ok, ampak ja, tam so. Vidim, da ima Jaša, ti imaš kar odmeva, ampak ajde, dobro. Za prvič je super, ker se še lovimo. Kje to vidim, koliko imamo odmeva? Sliši se. Aha. Ja, glej, jaz imam sicer en tale rekorder oziroma mic, lahko tudi kaj naštimam, ne. Mogoče je zdaj malo late za to. Imam neki gain. Aha, ok. Bomo naslednjič. Ne, vse se v redu sliši. Sej, bomo videli, no, sej vedno bojo neke težave, ne. Zdaj sem že parkrat začenil kakšne take audio, video stvari, ne, in po moje težavam se ne moreš izogniti, ne, tako da pol sproti rešujemo. Tole se zdaj snema, ne, že preden je Jaša prišel. Tako da ful hvala vsem, ki ste bili za v bistvu, za to idejo, ki sem jo dobil spontano v savni, tako da dobim vse ideje zadnje čase. Pa kar takoj napišem, ne, če so ljudje za in vi ste bili vsi za, tako da me ful veseli. Zdaj, kako bi rekel, da to je nek koncept, ki ga bomo delali remote, in tako temu primeren je tudi ime, ki je sicer malo drugačno pisan, ga lahko pol Andrej Škraba razloži, ampak zbral sem si ene par ljudi, katerih ful spoštujem mnenje, pa me zanima v bistvu, kaj si mislite o aktualnih dogajanjih, ki jih jaz sam ful spremljam, z Andrejem sva več v stiku, ampak vaše perspektive bi jim bile ful zanimive in pa sem rekel, zakaj ne bi tega probal snemati, pa se najde nek audience oziroma neka publika za to. Tako da jaz bi tako začel. Andrej pove koncept imena, pa gremo po vrsti Luka, Alen, Andrej, Jaša, da malo na hitro poveste, s čim se ukvarjate. V bistvu Luka je edini, ki še ni bil na temu podcastu. Tako da on se mora še posebej predstaviti, za tiste, ki ga ne poznajo. Jaša, Andrej sta bila že večkrat, Alen je bil tudi enkrat. Tako da, take it away, Andrej. Klemen, preden to povem, malo imaš zgleda slab internet, ampak zdaj ne vem, a to je filter v zadnji, ali si res nekje? Filter je. Filter je, ja, ok, ja. Sej malo tako okrog glave ti malo so teli, kako se reče, artefakti, tako da hud filter, boš povedal, kje se ga naštima. Ja, remote, mislim, remote beseda je, kaj to pomeni, nadaljavo, daljinsko, ampak jaz sem hotel malo besedne igre vnesti v to ime in sem rekel, naj bo remote, v bistvu reče se isto, ampak napiše se drugače, ne, M-O-A-T, remote. Zakaj, oziroma kaj je mote, ne? Mote je, sam prevod je, da to je jarek, ne? Se pravi, te srednjeveški gradovi so imeli neko obzidje in ponavadi tisti hudi so pa še jark skupali in je bila voda okrog, ne? Da so se še dodatno nekako zavarovali pred napadalci. No, ampak v poslovnem žargonu pa mote v bistvu predstavlja podobno stvar, predstavlja neko zaščito ali pa neko prednost, ki jo proba podjetje pred konkurenti si ustvariti. In to mogoče v prenesenem pomenu lahko predstavlja za njih nek jarek, ki si ga zgradijo predvsem okrog svojega brenda, se pravi okrog svoje blagovne znamke, kako jo trg tretira, oziroma njene stranke, njeni kupci. Tako da, ne vem, kaj bi bil en primer Mota. Mislim, za Apple je to sigurno pač njihov brand, se pravi, moč blagovne znamke je njihova prednost pred konkurenti. Se pravi, če hoče en konkurent priti, ki ima čisto enake, ne vem, naredijo telefon, ki ima enake ali pa še boljše specifikacije, se morajo še toliko bolj potruditi, da ga prodajo pred Applom, zato ker Apple ima ta moč, Apple ima to moč blagovne znamke in
to je v bistvu zelo, zelo težko premagati. Tako da cilj vseh podjetij, ki so na trgu, je, da si en tak mod okrog svoje blagovne znamke ustvarijo. In hotel sem eno tako besedno igro imeti tudi v našem imenu, ker se mi zdi, da bojo tematike take, ki se nanašajo na neke trende in ugotavljanje, koliko so te trendi zanimivi, kam vodijo in tako naprej. Zdaj pa se mora Luka predstaviti. Okay. Ja, na kratko o meni. Jaz vodim 3 podjetja. 2 podjetji sta locirani v Berlinu, obe sta platformi za rentanje. Eno je v bistvu vse splošno podjetje za rentanje, oziroma marketplace za rentanje česarkoli, od športnih avtov, opreme za gradnjo, za evente, avtodomov. To je prvo podjetje. Drugo podjetje je tudi se ukvarja z rentanjem, je pa platforma za rentanje izključno avtodomov in kemperjev. Ta tretje podjetje pa se ukvarja z v bistvu kot neke vrste second hand marketplace, zelo podoben Bauhi, reče se mu pa Špok. Ta drugi 2 podjetji v Berlinu sta pa Erento pa Kampanda, to sem pozabil povedati. To je na kratko o tem. Kaj imajo vsa ta podjetja skupnega, je to, da sem jih jaz prevzel v nekih težavnih časih in potem prestrukturiral in jih probal pripeljati do profitabilnosti. Tako da, čisto na kratko bi bilo to o meni. Mogoče samo ena stvar, ker jaz razlagam zgodbo o tebi, pa me zanima, če je pravilna. Ja. Ti si v bistvu, mi smo se spoznali na ekonomski fakulteti. Z vsemi sem se spoznal na ekonomski, razen z Jašo, ker sem se malo kasneje. In ti, Luka, si šel kot pripravnik v Berlin, v to podjetje, to prvo podjetje. In čez par let ti postal direktor tega podjetja. A je to ta prava zgodba? Ja, to je ta prava zgodba. Jaz sem v bistvu začel kot pripravnik, nek pomočnik, potem sem prevzel business intelligence, kasneje sem postal CFO, torej prevzel še finance dodatno k analitiki, potem nam je škripalo v produktu, sem prevzel še produkt, postal COO in potem eventually postal CEO. To je bilo pri Rentu, potem pa smo z Rentom prvo smo v bistvu kupili Rentsoft, to je eno ERP podjetje, ki ga imamo v večinski lasti mi, kasneje pa še potem Kampando, to je pa ta platforma za bukiranje avtodomov pa kemperjev. Tako da to je ta berlinska zgodba. Ja, mislim tako, sliši se, pa verjetno tudi je kar amazing, mislim tako, da priješ tako res iz dna, v podjetju pa na najvišjo pozicijo v to kratkem času, je res neki special, tako da to sem vedno bil full impressed na tem. Ja, hvala. Pa ne samo to, da to narediš v tujini, to je meni še bolj crazy. Kot tujca, veš. Jaz tudi bil presenečen, da so mi tako hitro toliko zaupanja dali, pa mi bi so dali odgovornost, da sem prevzel v prvi fazi business intelligence, pa potem tudi, ko sem postal CFO, torej finančni direktor, so mi hkrati dali še prokuro. To je bilo, mislim, da pa enih 2 letih komaj pri podjetju, kar pomeni, da sem imel vsa ta legalna pooblastila za podpise pogodb, računov. Je bila tudi kar posebna priložnost za mene, da so mi dali toliko zaupanja, pa me postavili v to vlogo. Ja, amazing. Alen, izvoli. Imam zelo smooth transition. Če si želite slišati več o Lukovi zgodbi, kako je šel od pripravnika do direktorja, lahko poslušate tudi podcast za kulisje. Jaz Lukem se že zelo dolgo... bomo polinkali. Ne spomnim se točno, ampak z Luko se že zelo dolgo poznamo in smo tudi posnela en podcast na to temo. Teda, kot se verjetno sliši, smo oba Štajerca, zastopamo štajerski del Slovenije na tem podcastu. Glih prej smo začeli snemati, se razmišljal, kako se v bistvu večina nas pozna in z ekonomske fakultete. Pa tudi vem, da z večino, predvsem z Andrejem pa Lukom, da smo dost
premljevali neke poslovne ideje, kaj bi lahko zaštartali skupaj ali pa narazen in podobno. In to je tudi nekako moja zgodba. Iz vseh teh debat, ki smo skupaj imeli, sem zdaj vodim podjetje DMBA, kjer v bistvu delamo izobraževanje prek spleta za oblikovalce, torej za dizajnere. In ostali smo imeli, ne vem, oblikovalce iz Googla, Appla, Amazona, Porsche in tako naprej, teda večinoma je to tuji trg, ki jih potem učimo poslovnih veščin. Teda to je moja primarna dejavnost danes. Drugače pa ja, sem snemal podcast za kulisje, še pred Klebnom sem začel, ampak on je potem čist rastural celo zadevo, teda sem jaz čist gasno. To je pa to, no, na kratko o meni. Good. Ful dobro. Jaša? Ja, da začnem nekako, v bistvu tudi jaz nekako poznam z Alenom in z Luko že kar nekaj časa. In z Luko so v bistvu šla v isti nekako razred na faksu in sva se tam nekako spoznala. In ja, so se takoj malo pokonektala. Potem pa z Alenom se mi pa zdi, da mogoče mečkim kasneje, ampak tudi že na faksu, ki je organiziral Startup Weekend, ne. In če si folk zamisli, da se svet ne spreminja kdaj iz dneva v dan, si naj mogoče zapomne, da ko je Alen naredil ta Startup Weekend, je po mojem to bil prvi Startup Weekend na kjerkoli našem faksu v Ljubljani sploh. Je bil, ja. Ne? Tako da to je bilo nekaj novega takrat. Ne? Danes seveda to ni novega, jih imaš milijon, ampak to bo takrat nekaj novega. Ne? Tako mi je bilo všeč, ne? Da delam model nekaj novega in pa sem se tudi z njim nekako zbližal. Z Andrejem pa tudi preko skupnih prijateljev, mislim, da je celo Luka enkrat naredil neko večerjo, ne, 2 leti, 3, ne vem. No, takrat sem pa spoznal Andreja in mi je bilo tudi všeč, da je nekaj naredil za skupnost, ne, s to Astro, ne. Klemen, tebe sem pa spoznal, mi je bil pa všeč tvoj vibe, kakšno energijo imaš, kako gledaš na stvari in to, ne. In potem to vse skupaj bom povezal tako, da bom rekel nekaj o meni, zelo rad dajem komplimente, nekako pridejo mi naravno, ker nekaj dobrega vidim, dam rad kompliment. Na drugi strani pa tudi, da hitro postanem malo bolj jezen. Ne? In to nekako je neka dobra kombinacija za moj biznis, oziroma v biznisu, v katerem sem jaz, kar je consulting. Ne? In v consultingu ljudje hočejo s tabo delati, če si jim cool. To je prva stvar. Nima to kveze, koliko dobro neko stvar znaš, a si jim cool. Se pravi, moraš se z ljudmi znati pogovarjati in najlažje, da ljudje radi delajo s tabo, če jim poveš, da ti rad delaš z njimi. Ne? Se pravi, tukaj potegnem ta kompliment noter. Glede konsultinga samega, jaz sem v bistvu podatkovni arhitekt. To pomeni, da nekako v tem modernem svetu je to tipično nek cloud data warehouse, ki v bistvu moraš narediti plan, kaj boš kje shranjeval, v katerih layerjih tega warehouse in kako se bodo podatki pretakali. Ne? Se pravi, arhitekturo se naredi, mogoče tudi kakšen proof of concept, pol se pa to da nekemu specializiranemu developerju, da v bistvu on to skodira. Ne? In naši klienti so večje firme. Jaz sem pri Deloitu v Švici, to je globalna firma. Naše firme so približno, rekel, 0,5 milijarde revenueja plus. In ja, če bo Luka zrastel, pa bo tudi lahko recimo enkrat nas najel. Biznis model čist simple. Mi smo 3-krat dražji kot ki ga lahko zaposli firma full time. Zato, ker pač smo malo boljši in nas firma lahko zaposli takoj. Od tega, ker smo 3-krat dražji, je približno tretjina stroškov naše plače. Tretjina stroškov so vsi ostali stroški, tretjina je pa marže. Se pravi, marža je vrhunska. Ampak zakaj je vrhunska? Je zato, ker tisti, ki je lastnik podjetja, ne, upam, da bom to tudi jaz enkrat, se pravi partner, on tega stejka ne more prodati na trgu. Ne. On ga lahko samo v firmo da nazaj. Se pravi, on dela in on sprot dobiva denar, dosti denarja, nima pa pol tega stejka, ki ga lahko na marketu prodane. Se pravi, tako v bistvu finančni model deluje. Mogoče še ena stvar, samo čist na koncu na kratko, ko smo govorili o moatu. Moat
je v bistvu tudi povezan s tem, v čem si ti dober in kaj ima okolje in kaj tvoje okolje nagrajuje na delo. Jaz sem si prav zapisal, zakaj sem jaz pa še vedno v konsultingu. Zato, ker konsulting je nek miks avtonomije, ogromno avtonomije ima. Se pravi, v bistvu skoraj redka je služba, ki imaš toliko avtonomije, razen če nisi lastnik. To je prva stvar. Druga stvar je skozi nek pritisk. In če delaš dovolj pod pritiskom, če rabaš malo eksterne motivacije, da res narediš najboljš, to je super. Tretja stvar je pa struktura pa logika. In tukaj sem jaz zelo dober in zato mi nekako paše biti v konsultingu in se počutim domače. Andrej, ti ne vem, koliko se rabiš predstavljati. Jaz sem mislil, da se ne rabim. Ne, zanče Mojca naredila, mislim, da je naredila neko razpredelnico, kolikrat se je kdo pojavil na podcastu. In ti si skoraj toliko, kar jaz. Tako da, lahko na hiter, mogoče, če kdo odkrije ta pod, ker bo epizoda 1 to, pa rečemo, da je to neka uvertura, kjer se vsi predstavimo, pa ne bo. Mislim, toliko je že napisanega o meni, da mislim, da ne rabim posebne predstavitve. Tako da ne kar pri tem ostane. Kdor hoče, ne googla in to je tole. Ne spozna, ne gleda podcast, pa ne si ustvar sliko o meni. Celebrity Andrej. Good. Ja, v bistvu, jaz sem hotel glede tega mouta tudi nekaj povedati. Se mi zdi, da če obstaja nek koncept ali pa tega formata, ki sem si ga jaz nekako zamislil, itak bo šel v svojo smer, ampak je to, da jaz sem tekom svoje kariere to, da me je zanimala prihodnost ali pa da me zanima, kam gre svet ali pa kaj se dogaja v svetu. To je bilo ključnega pomena, da sem jaz znal mapirati ali pa da sem znal svojo pozicijo nastaviti, kje sem na trgu ali pa kam se naj premaknem, v katero smer naj se izobražujem. In se mi zdi, da je to prvi v bistvu korak, je ta radovednost. Radovednost do sveta, ekonomije, politike, tehnologije, vsega, kar se dogaja, da je ključnega pomena za to, če hočeš biti uspešen. In se mi zdi, da vsi mi to imamo, to radovednost in dobro se je tudi o tem pogovarjati z drugimi, pa videti, kakšne so druge perspektive. Ker imamo mogoče malo nestrinjanja, kje pa kje, ker smo se že večkrat pogovarjali in to bo mogoče zanimivo. Pa tudi hotel sem en format, ki bi bil malo bolj aktualen. Da se res o aktualnih stvarih pogovarjamo, ki se dogajajo. Tako da tukaj je v bistvu nekaj priprave, ki jih načeloma pri dialogih ni, načeloma. Tako da spremljamo nekako, kaj se dogaja v svetu, damo v nek dokument stvari in bolj se pogovarjamo o tem. In sicer to ni toliko nova novica, zdaj je že malo starejša, ampak je bila kar odmevna. In sicer to je bil pač ponudba Elona Muska, da kup Twitter, v bistvu ga spremeni iz public company v privatno podjetje nazaj. Ponudba je bila za 43 milijard dolarjev. Pa se mi zdela ena taka zanimiva stvar, to malo predebatirati, pa videti, kaj si vi mislite o tem. Pa mogoče bom jaz tako dal Jaši besedo okoli tega, pa kdorkoli želi vskočiti, potem gremo imeti kar tako dinamično debato okoli tega. Ok, se pravi, čisto na kratko se mi zdi smiselno samo mapirati ta kratek timeline v zadnjem letu, mogoče kaj se je zgodilo. Se pravi, Twitter je delniška družba, na trgu deluje, imel je enega zelo znanega founderja, ki je bil v bistvu owner, tudi delno Jack Dorsey. In on je recimo leta 2020, na začetku leta, povabil Elona Muska na company offsite kot guest. Se pravi, Jack Dorsey, CEO Twitterja in Elon Musk sta frenda. In pol je ta zadeva malo rasla in nekako je bilo jasno, da Twitter je pod pritiskom raznih medijev, političnih strank, glede tega, koga cenzurira, koga izključi iz platforme, recimo Donald Trump je glavno tak, ki so ga izključili, ampak teh
primeru je še velika. Ne? In sama cena te delnice je bila pa v bistvu flat, 7-8 let, praktično cel market je še gor 2,5x, Twitter pa nikjer ne. Se pravi, oni so bili tudi malo pod pritiskom shareholderjev. In tukaj je na koncu uskočil Elon Musk in očitno mu je zapasal, da bi tudi neko tako zadevo imel. On je rekel, mene finančni return ne zanima, za mene gre primarno za free speech in to tudi pomeni, da veliko nekih featurejev se mora narediti, ki zdaj trenutno niso. En izmed teh zelo takih, bi rekel, pomembnih je, da bi bil ta algoritem open source, kako Twitter rangira razne tvite. In meni osebno je ta zadeva zelo fascinantna iz dveh pogledov. En zelo simpel, mogoče za kjer film so. Človek, ki ima največ denarja na svetu, najbogatejši človek, nekako ovna, bi rekel, največjo, eno od najbolj vplivnih medijskih družb, če bom tako rekel, Twitter. Kar je fascinantno, kar je mogoče groteskno, ampak to je de facto, kar je zdaj se bo verjetno zgodilo. Druga stvar je pa samo, ali hočeš, da Elon Musk ovna Twitter, kar pomenijo spremembe, ali hočeš, da nekako Twitter gre naprej, kakor je šel do zdaj. Ne? In vsak pri sebi nekako ima verjetno nek občutek, kaj se mu zdi bolj primerno. Ne? Tako nekako moja istočnica. Mogoče še za istočnico je bilo fajn vedeti, kaj se tebi zdi bolj primerno. Ja, to je okus. Ne? Eni ima radi vaniljo, eni ima radi čokolado. Jaz ne bom debatiral o tem, kaj je bolj za svet in gor dol, ampak za mene osebno, jaz sem fan Elona Muska, fan nekako njegovih odzivov na stvari in za mene je to super sprememba. Ampak seveda, to je pač moj okus, kaj mi všeč. Mogoče ena zanimiva debata, ki se je prvi teden sprožila, je, da je on dal ta offer ven javno in da je najprej bil zavrnjen strani vodstva Twitterja. To je pa zanimivo bilo mogoče iz te perspektive, da je bila cena, ki je on ponudil, nad market ceno. A ne? In se pravi, cena delnice, ki jo on ponudil, je bila višja, kot je bila cena delnice na trgu. A ne? In zdaj ta board Twitterja je na začetku, vsako, ker so informacije vam prišle, zavrnil to ponudbo, oziroma zavrnil to, ta offer Muska, da kup Twitter, in to se je meni osebno zdelo malo sporno, zato ker so vedeli v bistvu na nek način, da bo prišlo do sprememb tudi z vidika vodstva, se pravi, na nek način lahko rečemo, da so ščitili svojo pozicijo proti interesom delničarjem, ki bi dobili boljšo ceno, kot je cena na trgu. Tako da to je bilo meni ena taka prva stvar, ki je bila zelo zanimiva. Zdaj smo šli pa v drugi teden tega, kjer so rekli, da bo sprejeta ponudba in sem glih včeraj oziroma pred parimi dnevi sem poslušal intervju z Elonom in je rekel, da verjetno ne bo šel v to, zato ker je videl, da so te podatki, ki so jih oni dali javno ven, predvsem podatek o številu aktivnih dnevnih uporabnikov, da ne znajo, v bistvu vodstvo Twitterja ne zna pojasniti oziroma ne zna povedati, koliko od teh dnevnih uporabnikov je botov, se pravi, da niso realni uporabniki. In kakor sem jaz dobil feeling, ne bo prišlo do tega swopa oziroma do te izvršitve tega, da ne bo Elon kupil Twittera. Tako da te dve stvari sta bile meni v celi zgodbi najbolj nekako zanimivi. A ima kdo od vas kaj na to? Ja, meni je tudi ta zgodba že od začetka kar zanimiva, ker meni se zdi, da Elon Musk ima v bistvu kot neke vrste religijo svojih followerjev, ki mu sledijo in to smo videli že skozi razne projekte, kako z lahkoto on v bistvu zmanipulira trg in jih pelje v neko smer, ki je za njega ugodna. In njegov glavni kanal za komunikacijo z followerji je Twitter. Tako da iz tega vidika, ko je prišla ta novica ven, se mi zdelo kar zanimivo, ali hoče on s tem v bistvu okrepiti to svojo pozicijo, to prednost, da ima ta vpliv na zelo velik audience, ki
na koncu ima tudi vpliv na ceno delnic, na ceno kriptovalut, karkoli se pač že on odloči delati, to je ena stvar. Druga stvar, ki sem potem razmišljal, je, ali hoče kupiti to podjetje, ker res misli, da je trenutno podjetje podcenjeno in bo dobil nek še boljši return. Hkrati ima verjetno kar veliko cash pozicijo in se mu zdelo pač to kot super investicija. Tretja stvar, ki jo pa zdaj spet razmišljam, je pa, a je on uporabil v bistvu ta celo zgodbo, da bi on kupil Twitter, da bi neke vrste na lažji način likvidiral svojo pozicijo v Tesli. Ne? Ki mislim, da imamo tudi kasneje eno temo, ali je Tesla precenjena ali ni, bi mu prišlo zelo prav, ne, da bi mogoče lahko sprostil nekaj, brez da bi imel nek prevelik vpliv na samo podjetje. Ne, ne vem, kaj vi. Lahko sem to poveš, Luka, ker se mi zdi ful zanimiva točka, pa mi ne vem, če čist razumem. On s tem, da bi kupil Twitter, bi jim lažje sprostil svojo Teslino pozicijo? On, da bi lahko kupil Twitter, bi rabo en kup cache-a. In da bi on do tega cache-a prišel, bi moral prodati verjetno nek del svojih delnic v Tesli. Zdaj, če bi on... Loan je, collateral. Ja. Mislim, da je razlagal, da bi dobil kredit, collateral bi pa dal Tesline delnice. Ne? Se pravi, jih ne bi rabil prodati. Ne? Ja, ampak tudi s tem bi si zmanjšal riziko, ne? Ker če imaš podjetje, ki ima nek zelo visok valuation, je to za tebe super collateral, ne? Da uporabiš to. Ne pravim, da je to sigurno res, ampak toliko krat, kot je on že manipuliral trg v določene smeri, me tudi to ne bi presenečalo. Ne? Ja, meni je bila ta zgodba ful zanimiva, ki je prišla ven. In sem se čisto iste stvari spraševal, kot je Luka zdaj omenil. Mogoče, kar je pomembno, da pol bi to, ne vem, a je kjera taka platforma, ki ima toliko velik vpliv, a je kjera taka platforma teh družbenih medijev je v privatnih rokah, ne, se pravi, da je v zasebni lasti. Facebook je zdaj je delniška družba in oni pa Meta v bistvu ima pol še kaj Instagram, WhatsApp in v bistvu vse te aplikacije so v lasti podjetja, ki kotira na borzi. YouTube, Google, ne, vsi te so v bistvu javni, Apple. Twitter bi pa postal zaseben in mene je v bistvu ta vidik ful zanimiv, ne. Kaj bi se dejansko zgodilo, ker dejansko lastnik lahko dela kar hoče, ne, on lahko, ne vem, vse bena, pa ima samo on celo platformo zase, ne. Mislim, ne vem, zakaj bi to bilo dobro, ampak glede na to, kakšne stvari dela Elon Musk, mogoče niti ne bilo presenečenje, če bi neka taka res nora stvar se zgodila. Zdaj, kaj pa že nekaj časa minil, pa vmes sem slišal tudi ful en dober argument, ker se ljudje ful pritožujejo, da na Twitterju je toliko tega hate speecha, sovražnega govora. Enostavno si narediš si izbereš neke profile, ki jim slediš in lahko to zelo dobro tudi sam moderiraš v bistvu. Ti enostavno ne slediš tem osebam. Tako da jaz imam tudi strategijo sama, oziroma pristop na Twitterju, moj je tak, da v bistvu sledim zelo malo profilom. Mislim, da tam nekje, ne vem, mislim, da je pod 50, ne, se lahko preverim. In to se mi zdi dober pristop. Pač enostavno ne slediš, ne vem, 1000 profilom in imaš pol cel newsfeed nekako s tem algoritmom zasrana, ne. Zbereš si tistih par nekih ljudi, ki te zanima in je to, ne. Seveda je pa pol ta čist druga debata o deplatformanju oziroma bananju ljudi iz te platforme. Tako da zdaj v bistvu
Ne vem, koliko bi se moja osebna izkušnja uporabe tega omrežja spremenila, ne? Ker že tako imam zelo omejeno število profilov, ki jim sledim, tako da z zanimanjem spremljam naprej, kaj se bo zgodilo. Nimam pa v bistvu nekih pričakovanj, da bo pa zdaj Elon Musk to kupil in bo pol kar, da bo se kar nekaj magičnega zgodilo. No. Jaz mislim, da bo izkušnja ostala taka, kaj je, mogoče bojo neke male spremembe, neko editiranje tweetov, pa mogoče daljši tweeti, to je pa to. Tako nimam v bistvu nekih večjih pričakovanj glede tega. Mislim, da se bojo še vedno spopadali s problemi, ki jih ima Twitter, boti, ne vem, ja, pač to, kar lahko vsak vidi, če uporabljamo Twitter. A je Twitter že profitabilen? Ne vem. Ker to je tudi potem Jaz tudi ne vem, ampak cena delnice je, tako kot je rekel Andrej, stagnira že full časa. Ne? V bistvu podperforma S&P 500. Tako da ne vem, koliko dobro je vodena ta platforma strani zdajšnjega vodstva. Bi pa jaz tako rekel, da po moje je to ta preferenca, ki je Jaša omenil. Ne? Jaz sem full fan Elona. Tako kot CEO-ja, kot vodje, kot vsaj te informacije, ki jih imam, ali pa kot nekoga, ki tako dela dobre stvari, a ne, se mi zdi, da več takih CEO-jev rabimo, se mi zdi dosti moralen, ampak sem začutil na tem okolu, da ne šeramo vsi tega viewja. Torej jaz osebno bi bil fan, da bi on prevzel to, a ne. Se mi zdi, da bi več impacta imel, kot ima Andrej feeling. Predvsem zaradi tega, zato ker ima ta fanbase za sabo, vključno inženirjev, in bi veliko ljudi radi pol delali na Twitterju in bi mogoče lažje rešili te, ki se nam zdijo mogoče trivialni problemi, a ne, sploh to z boti, a ne. To je meni ful fascinantno, da ne morejo rešiti, a ne. Ker v bistvu daš nek human to human, mislim, ti v bistvu daš nek test, a ne. V vsakmu profilu lahko ga pokličeš, a ne, da verificiraš profil. Mislim, ne vem, tako velik idej pride mi na pamet, a ne, kako bi se dal to rešiti, ker zdaj, če greš gledati po te znane tvite, to je v bistvu 80% je botov, a ne. In to na nobeni drugi platformi ne vidim, a ne. Tako da očitno se da rešiti, a ne, tako da ne vem, kaj delajo. Sem spet Klemen, ne, to je, to, kar je rekel, recimo, Andrej mi je absolutno ključno, ne. On ima 50 ljudi, ki jih followa. Jaz ne vem, imam tudi mogoče, jaz sem zelo malo ljudi isto, pa ne, mogoče več, ne 100, 150, vse. Mene te boti direktno skoraj nič ne motijo, oziroma jih ne opazam, ne. Ker jaz followam one ljudi, če ne vem, jaz followam recimo Paul Graham je cool model, ki je naredil Y Combinator, pa piše razne eseje. In ko on neki posta, on ima verified account, pač jaz zaupam, da to je on. Ne? In pol, oni boti, gor, dol, teh replajov, sploh jaz ne berem. Razen, če reply ni from verified account in pol vidim, kje je reply in tako naprej. Ne? Se pravi, čisto res te boti kot neka individualna uporabniška izkušnja, recimo vsaj za mene, pa tudi vem, da za Andreja, recimo sploh niso problematični. Ne? So pa za platformo problematični, ker za nekatere ljudi pa so problematični, ker imajo drugačno uporabniško izkušnjo. In oni pa dobivajo neke linke od nekih botov in pol to klikajo in pol to gledajo in pol piše, ne vem, Putin je nekaj naredil ali pa Biden je nekaj naredil ali pa karkoli. In pol je to, seveda je to v globalnem smislu problematično. Ampak za individualno izkušnjo, ki jo lahko sam curataš, ni nujno to problematično sploh. Ne? Ampak tu zdaj oba, Andrej in Janša, izhajata iz tega, da sta zelo visoko tehnološko ozaveščena in pismena. In razumeta te zadeve, tudi znata preveriti, da ni do verified, poznata mogoče te ljudi, jih ne spremljata samo na Twitterju, ampak še nekje drugje. Imaš pa ful ljudi, ne, ki se tega ne zavedajo. Da če samo mogoče skozi analogijo pomislimo na izkušnjo naših staršev in Facebooka.
vsak od vas, pa vam bom iz sebe izhajal, sem že imel primer, ko mi starši pokažejo novico, ki je očitno fake novica. Ne vem, Luka Dončić, cryptocurrency, buy now, nekaj v tem stilu, ne. Ampak pač za njih je to, veš, čakaj bil včasih delo, večer, karkoli je pač, it's official, ne. In je tu ful neke dezinformacije. Teda izhajati iz sebe pri tem primeru, to je pač veliki problem, ne. To je res, jaz se strinjam. In zdaj je vprašanje, čigava je odgovornost, da tukaj dela spremembe. Ne? A zdaj je odgovornost platforme to, ali je odgovornost posameznika, ki to platformo uporablja? Ne vem. Jaz bi rekel, da je še en bolj... aspekt. Ja. Povej, Klemen. Ja, mislim, to, kar je Alen rekel, je en argument, drugi je pa čisto iz vidika biznis modela Twitterja. Če je tvoj biznis model, da prodajaš oglasni prostor z vidika awarenessa, se pravi, to pomeni, en oglas se prikaže, ti kot Twitter temu, ki je plačal za oglas, prikažeš, to je videl toliko pa toliko ljudi, ali pa toliko je daily active userjev, pa je to 80% botov, je to zelo velik problem. Zelo velik problem. V bistvu ključen problem, da ti ne znaš povedati, tako kot je Elon v tem intervjuju povedal, da ti kot Twitter ne znaš povedati, koliko je botov, ali pa kakšen način uporabljaš za determiniranje, koliko je botov, koliko ni. Ne, oni so rekli, da je 5% botov, ne? In pol, kaj jih on vprašal, kako pa ste prišli do tega, ne znajo povedati, ne? In zdaj mogoče bo prišlo do neke preiskave, ker to so uradni podatki, ki jih oni dajo ven svojim shareholderjem, se pravi tem, ki kupujejo delnico. Ne? Zdaj ne znaš tega povedati, koliko je daily active userjev. To je ful velik problem, ne? Večji kot to sam uporabniška izkušnja. No? Sam to se hotel povedati. Ja, ampak to je v bistvu, z katerega vidika gledaš. Ne? Zdaj mi gledamo dva vidika. Eno je vidik uporabnikov, pa kaj so problemi z vidika uporabnika, ne vem, mene, tebe, naših staršev, kdorkoli pač bere Twitter. Drugo pa, kaj so zdaj problemi z vidika lastnikov pa poslovnih partnerjev, ki z njimi delajo. Zdaj, z vidika uporabnika, ta monetizacija pa prikaz, zdaj koliko ljudi je videlo ta oglas, v bistvu ni toliko relevantna. Ne? Dočim je z vidika partnerjev, torej firm, ki nekaj oglašuje preko Twitterja, ali pa z vidika lastnikov, ki računa, da je to nek zdrav prihodek, nek zdrav biznis model, z tega vidika je to zelo velika težava. Ne? Tako da to sta, mislim, da dva različna pogleda težave. Zdaj odvisno je, kaj nas zanima. Ali nas zanima z vidika uporabnika, ali z vidika lastnikov pa partnerjev. To zanima. Ja, mislim, kar Jaša. Kar poje. Mislim, za vidika lastnikov, Elon bo lastnik, ne? Tako da mislim, če bo to šlo skozi, se pravi, z vidika lastnikov se ne rabimo več obadati, ker bomo večinski lastnik, ne? Ampak z vidika uporabnikov je pa Twitter ne moramo, se mi zdi, da Twitter oziroma takih firm ne moreš ti primerjati z firmami, ki so Nike ali pa Adidas ali pa nek produkt, ki dela nek profit in mora delati profit. Twitter ima ogromen vpliv. Twitterjeva vrednost ni v tem, kakšen cashflow bo generiral. Razlika, ali ti ownaš Twitter ali ne, oziroma se na Twitteru dogaja stvari, ki grejo te po korist ali ne, je zmaga na predsedniških volitvah Združenih držav Amerike. Ne? Trump je 2016-2015 pohekal Twitter. On je imel največ followerjev, on je bil najbolj trending beseda na Twitterju v teh postih, 2 leti zapor, od vseh. On je imel 10-krat večji reach kot Obama. Ne? To je bilo sicer 4 leta prej, ampak vse. Se pravi, Trump je pohekal zmagal volitve. 2020 Twitter šel nekako se bolj premaknil proti Trumpu, še bolj, ker so videli, da je pač res to problem, to, da je bo Trump deplatforma. Ne? Se pravi, če imaš ti Twitter v roki, imaš ti v roki dejansko swing, kdo bo zmagal na volitvah in kaj ti hočeš v bistvu v prihodnosti prognosticirati. Ne? In Elon Musk kot lastnik Twitterja
Meni ima to super smisel za njega. Ne? On lahko zdaj vpliva na to, ali bo cryptocurrency banned ali ne bojo. On lahko vpliva na to, kako bomo gledali na podnebne spremembe, na jedrsko energijo, na vse to. Ne? Zapravo, to ima nek ogromen vpliv, ki ga mi ne moremo sploh v neke dolarje dajati, ne? Direktno. Ne? Indirektno je pa Elon že danes zelo vpliven človek. Če bo on še Twitter nekako dubal za sebe, bo to, mislim, da sigurno najbolj vpliven človek praktično na celem svetu. Sam Jaša, kaj pa predlagaš, da se to nacionalizira, taka firma? Super. To je bil Jack Dorsey, bi rekel, je imel v bistvu nek cilj, dolgoročni cilj, v bistvu nekak sanje. On je rekel, Twitter je za njega v end stateu, v target stateu, je Twitter za njega public utility. Neka družbena lastnina nekako. Ne? In seveda, zdaj, če v rokah enega posameznika, verjetno to ni glih družbena lastnina, če pa v rokih nekega konglomerata firm, ki v bistvu kupujejo in prodajo oglase, kar je do zdaj bil ta advertising business model, pa tudi verjetno ima čisto neko svojo optimizacijsko funkcijo. Ne? Se pravi, public utility so neke sanje, meni se zdi to smiselno, ta zadeva je veliko preveč pomembna, da bi bila nekako enosmerna, ampak kar je bilo do zdaj, se mi zdi, da ni bilo dobro. Zdaj gremo nek drug model in jaz bi rekel, ne, mislim, lahko poskusimo, kako bo to, ne. Lahko bo čizanač, lahko bo katastrofa, če ne bo to v redu, oziroma če bo dosti folka proti temu, ko bo Elon že imel Twitter, bo itak mogel delati spremembe. Tako da tudi on ni vse mogočeno, ne, ampak trenutno se mi zdi, da Twitter zaenkrat ni glih za nobenega bil v redu, ne, čizares, zaenkrat. Ja, s tabo bi se strinjal Yanis Varoufakis, to je ta znan grški ekonomist, ki je imel, ne vem, če ste videli, on je bil, z Žižkom ste imeli pogovor v cukrarni in je točno ta tema bila ful aktualna. Kaj zdaj ta podjetja, ne, ki so tako vseobsegajoča v naši družbi, ne, kot je Twitter recimo, ne, ki je nek odprt bar, ne, svetovni, kjer cel svet čivka, ne, dejansko. Imaš pa tukaj tudi te ostale velikane, ne? Amazon, veš, to je največja tržnica in zdaj je to nek public good ali ni, ne? Ker v resnici, če večina ljudi kupuje na Amazonu, je Amazon nek monopolist tudi nad družbo, ne samo nad trgom, ne? Ker narekuje v bistvu tok enih aspektov tvojega življenja. Ne? In isto te ostale firme, ki so pa bolj na podatkih močne, ne, se pravi Facebook, Google, kjer si ti produkt, ker pač uporabljaš to, ne, in ti filaš ta motor s svojimi podatki. Tako da, če smo vsi smo v resnici, kar je on tam predlagal, ne, kot neko tezo, da smo v resnici, tudi če ti nimaš delnice Facebooka, ne, imaš ti del svojih podatkov tam in si nek podatkovni delničar tega podjetja, ne, in bi mogel imeti nekako neko pravico odločanja, kaj se dogaja. Tako da ja, ta velika podjetja, ne, ki so tako zrasla zdaj v zadnjih 10 letih, sigurno odpirajo čisto ena nova vprašanja biznisa. Ne. Kam ona zdaj spadajo? Je to res nek end stage capitalism, kjer imaš neko mega korporacijo, ne? Ali to postane neka, tako kot Twitter, ne? Ali to postane neka javna dobrina v resnici? Meni se vseeno zdi, da je razlika med Twitterjem, pa ne vem, Amazonom ali pa Facebookom v tem, koliko ima Twitter vpliva na ljudi in na njihovo obnašanje. To se mi vseeno zdi, ne vem, da Facebook pa Amazon nimata te moči, ne. Tako da Jaša rekel, se ful strinjam s tem, pač Twitter je orodje, s katerim lahko ti prepričaš množice v eno ali pa drugo smer. Ne.
Naprimer pri Amazonu, pri Facebooku se mi ne zdi, da imaš to moč. Je pa tudi problem Facebooka drugo. Ne? Facebook je postal monopolist, Amazon podobno in izrivajo neke ostale biznise, ampak tudi to mislim, da se čez čas že spreminja z vsemi temi tožbami iz strani Evropske unije, ravno proti temu, ker v bistvu uničujejo konkurenco in postajajo monopolist. In tudi to je neka vizija Evropske unije, da se skozi to varstvo podatkov lahko vsak uporabnik odloči, kateri podatki se zdaj delijo z Facebookom, zakaj oni to lahko uporabljajo in tako naprej. Ne? Ja, kar je onda ful dober primer je, da recimo, če greš ti v mestu ven, ne, in greš v center, ne vem, kjer so te trgovince z izložbami, ne, tam imaš neko konkurenco, recimo, neki ponudniki si konkurirajo med sabo s cenami in s ponudbo. Ne. Amazon je pa tako vse prisoten trgovec, ne, oziroma tudi s tem Prime modelom in s to veliko logistično mašinerijo, ki jo ima v zadnji, je v bistvu to ena trgovina. Ne? In pa je dal dober primer. Predstavljaj si mesto, kjer v vse trgovine, ki greš, ne, je v resnici v zadnji en lastnik. In zdaj je samo vprašanje, a je to zaskrbljujoče ali ni. Jaz nič ne sodim, mogoče je, mogoče ni, ampak ne, Amazon gre v to smer, se pravi, gre v smer, kjer izrine vse ostale, v bistvu prodajalce, ker se vsem, ne, v tem zelo racionalnem smislu najbolj splača prodajati preko Amazona, ker imajo oni tako dobro logistiko, ne, najboljši v bistvu experience, najhitrejše dostave in tako naprej. In ja, postane pol v tem smislu, ne, tudi zelo močen. Ne. In v bistvu Amazon, bi jaz rekel, da sigurno več ve o tebi kot Twitter. Ne. Tudi če ti tam neke ful se udejstvuješ na Twitterju, tvoje nakupne navade, ne, kje ti glasuješ s svojim denarjem, kaj kupuješ, ful več o tebi pove, ker mogoče, ker niti velikrat ne misliš resno, ko pišeš na Twittera. Ne. Kar pa kupiš, je pa zelo resno. Pač ti si plačal, dal si svoj denar in dobil te izdelke in tukaj se pa lahko gradi ena tvoja osebnost, na tem podatkovnem nivoju. Ampak če bi mogel, recimo, full dollar point, se strinjam s tem tudi zelo, ampak če bi mogel zdaj glasovati, ne. Jaz pa Klemen, mi sva že za Ilona, mi sva že 2-0 v spredi, ne. Tako da, če smo mi Supreme Court, only 5, recimo, da je sodnikov in rečemo, kakor bomo mi rekli, tako bo Twitter šel, a smo za Ilona ali nismo? Zdaj za enkrat 2-0. A se bo naredil preobrat, tako kot ga je naredil Man City, zdaj v nedeljo, ali ne bo? Kako bi vi trije glasovali? To je zdaj bistveno. Da mogoče izenačimo malo tehnico, bi jaz tudi bil proti. Nimam nekih full tehnih razlogov. Moja ljubezenska zgodba z Elonom se počasi končuje. Ne vem, kakih 10 let nazaj, pač ja, idol, pač gledaš te produkte, kako jih razvija in podobno, mi je pač res, pa še danes mi je ful všeč njegov način razmišljanja, to glede first principles, pa kako rešuje drugače probleme. Po drugi strani pa se mi zdi njegovo obnašanje vedno manj ga odobravam, no, s tem načinom, kako komunicira na Twitterju in mi ni več najljubši follow, teda čist iz subjektivnih razlogov bi si želel mogoče kaj drugega. Tako da, 2-1. Jaz se kar pridružujem tu Alenu. Ja, ogromno nekih novih stvari je prenesel na svet, kapo dol z vsemi inovacijami, ampak meni se zdi, da je on tak mojster manipulator in da bi to, da on prevzame Twitter, mu dalo samo še neko dodatno super moč. Itak je že en izmed najbolj followovanih akauntov na Twitterju. Yeah. S tem bi imel pa v bistvu popolno kontrolo in tudi, ja, če podjetje v privatnih rokah lahko on si ga priredi še bolj v svojo korist. Ne, da si ga nekaj dosti more, ampak sigurno je to še neko dodatno orodje, s katerim bi lahko spet čuda manipuliral in ja, nekako tudi subjektivno ne čutim, da bi to bilo najboljše za Twitter, pa za nas kot uporabnike.
Zdaj pa, Andrej, ti imaš. Tiebreaker. Zdaj imam jaz 11 metrovka, ne, odločilna. Don't disappoint me, Andrej, don't disappoint me. Zdaj 2-2. Zdaj izenačeno ne more več biti, ne, mislim, niti ne more biti v tej zasedbi. Zdaj samo vprašanje, če obstaja možnost, če obstaja možnost veta, ne, oziroma da se vzdržim tega glasovanja. Ja, imam veliko pozitivnih nekih misli o njemu, pa tudi negativnih, ne, tako da bom rekel, da se nekako strinjam z Lukatom. Mislim, da so to zelo premišljene poteze, ki imajo poslovni učinek. Tako da, vprašanje je pa bilo, a je to dobro za Twitter oziroma za nas, da bi on bil zraven. Ne vem. Jaz bi neko tretjo pot izbral in ja, rekel bi, da mi bi mogli resno premisliti, kakšna je vloga teh podjetij in mogoče lahko ta podjetja dobijo nek čist unikaten status, ki ga zdaj še ne poznamo, ne. Se pravi, da postanejo neka hibridna organizacija, v bistvu neprofitna organizacija, ki pa deleže profitov nima zase oziroma za delničarje, ampak za uporabnike. Se pravi, da so uporabniki avtomatsko delničarji. Se pravi, če podjetje ustvarja profit, ga deli med uporabnike, ne med delničarje. Se pravi, da bi se v takem podjetju, da bi bilo prepovedano recimo prodajati delnice tazga podjetja, ampak bi uporabniki postali podatkovni delničarji. Ta ideja je meni zelo zanimiva za tak tip podjetja. Jaz to ne zagovarjam, da bi to vsa podjetja mogla biti, ampak se mi zdi, da nekatera podjetja, ki pa ratajo tako vseobsegajoče, pa imajo neke družbene vplive močne, bi mogle imeti nek tak čist nov status. Tako da zdaj je to izenačilo to, oziroma je to zdaj tehtnico premaknilo v eno smer proti Musku ali za Muska, ne vem, ampak jaz bi neko čist tretjo pot tukaj predlagal. Ja, mogoče, jaz bi sam tako rad svojo pozicijo povedal, da recimo ta biznis model ali pa ta aspekt, ki ga ima Wikipedija, kar lahko rečemo, da je nek public utility, je meni izredno všeč in se mi zdi, da je tak, simbolizira to, kar najboljšo obliko interneta, ki si jo lahko zamislimo. Se pravi, nek collaboration, vsi prispevamo, stvar je zastonj, dostopna vsem, neke donacije so in podobno. In zdi se mi, da Jack Dorsey je imel to vizijo, ampak v delničarskem svetu to ni možno narediti, ker je pač prioriteta četrtletje. In se mi zdi, da najbližji temu, kako bi prišli do tega cilja, da bi Twitter postal nekaj podobnega Wikipediji, je, da ga Musk prevzeme in disbanda to v public utility, ker se mi zdi, da on na tej točki življenja nima glavne motivacije pač več v zaslužku, ampak ker je mal avtist, mal je tak geek, mu ta slava ful godi, saj tako ga jaz zaznavam. On je zdaj superstar, mogoče bo celo največji superstar, najbolj znana oseba na svetu in to se mi zdi, da vedno vidim v njegovem egu, da mu to ful godi in da mu je to number one prioriteta. In zato tudi trola in vse te stvari dela, ful se pojavlja v medijih in podobno. To mu ful paše. In se mi zdi, da če bi on to naredil, to bi bil še naslednji tak wow stvar, ki jo je naredil. Ampak to je, lahko se popolnoma motim, pa ima čist neke druge motivacije. Lahko je kuščar on in je to neka zarota vse skupaj, ampak tako, to je moja perspektiva. Ful si govoril tako, da ga poznaš, kajnega frenda. To mi je ful všeč. Jaz sem mogoče malo naiven, ti si malo bolj ciničen, da se tam, ampak to je balance je potreben, se strinjam. Mogoče sem preveč naiven. Klele imam nekaj, ki ne vem, če bom lahko pošeril, Windows browser tab, evo ga. Ne vem, če se bo videl. A se vidi?
Ja, Okay. Vse kakšne stvari lahko rečemo, da Luka, ko bo montiral te epizode, rečemo, če lahko da noter, pa bo on pol dal noter, ampak zdaj sem glih imel na voljo tole slikco, sem kar pošeril. Tole je v bistvu postul Luka, ne? Ti si postul v naš chat. Ja, ker mi je bila taka zanimiva slika. Ja, kar malo lahko pokomentiraš. Ja, meni se zdi zanimivo. No, če gledaš ta ratio med valuationom podjetja pa dejanskim prometom podjetja. Ne. Kar tu vidimo je, da v bistvu celoten market cap Tesle je večji kot skupen market cap vseh večjih proizvajalcev avtomobilov od Toyote, Volkswagena, BMW, Mercedesa, Forda in tako naprej. Ko pa gledaš promet samega podjetja, pa je promet Tesle, koliko je to, 30krat manjši. Hkrati ima pa Tesla višji valuation kot celoten preostali market. In meni osebno se zdi to insanity. A imaš delnice Tesle, Luka? Nimam, tudi nisem fan ne samega produkta, ker se mi zdi, da je produkt res... Sam preverjam, če je skladje s tem, kaj govoriš, pa kaj delaš. Ja, ne. Ampak si prestal test. Nimam dobenih delnic, sem tudi kar dosti preizkušal, sam avto pa se mi zdi res tak MVP, nedodelan produkt. In se mi tudi to razmerje tu zdi čisto neracionalno. Pa jaz zavedam se tega, da vedno, ko gledaš neko podjetje, ki ima plan pripeljati neko revolucijo, ne smeš nikoli gledati samo trenutnega produkta, ampak v bistvu nek vpliv, kje bojo oni na dolgi rok. Ne. In mislim, da... Potencial, ne. Potencial, ja, kaj je potencial? In se zavedam potencijala tega self-driving avtomobilov pa AI-ja, ki ga imajo, in softverja in podatkov, ki so jih v bistvu nabrali do zdaj. Se mi pa vseeno zdi, če jih primerjaš zdaj, kaj naprimer nemški proizvajalci delajo, pa tudi kak daleč so z samim razvojem, da ta price tag ni justified. Ne. Ta price tag je bil justified, če bi Tesla bila na poti, da bo prevzela skoraj celoten transportation market. Se mi pa zdi, da so daleč stran od tega, pa da tudi ti self-driving avtomobili od, ne vem, mislim, da Mercedes ima trenutno zelo, zelo advanced sisteme, ki bojo, ne vem točno podatkov, ampak bi rekel, da bojo celo še bolj varni, pa tudi veliko bolj testirani, predno bojo do take mere pripeljali ta self-driving kot pa Tesla, da se mi zdi pač to razmerje med valuationom podjetja pa dejanskim prometom, pa tudi potencialom za prihodnost čisto nerazumno. No. In tu se mi tudi zdi ravno to, kar smo se prej pogovarjali, koliko vpliva ima Elon, pa v bistvu za mene je on verski vodja. On je ustvaril en religion in to, kar on reče, to ti njegovi pingvinčki sledijo in ga obožujejo in on lahko naredi, ne vem, kapo, na kateri napiše kar nekaj, ali pa naredi flamethrower, ali pa lahko bi prodal, ne vem, zrak iz svoje hiše, pač ljudje bi od njega kupili vse in mu verjeli tudi vse. Ne. In tudi v zadnjem času je vedno več teh nekih težav z tem self-drivingom, pa nesreč, pa smrti. In pač ne kupim te zgodbe, da bo Tesla prevzela celoten transportation, sploh če gledamo neko nemško avtomobilsko industrijo, ki je mogoče v prvi fazi bila malo poznejša pri električnih avtomobilih, ima pa toliko razvoja, toliko let zgodovine, pa inženirjev, ki so vrhunski, pa tudi ta nemška mentaliteta, se mi zdi, da je še dosti bolj na tem, da je treba stvari preveriti,
ne vem, te Tesle so se same vozile, po mojem, spet s takim napol izdelanim produktom. No, nikoli niso rekli, kao, da je čist self-driving, ampak vseeno. In se mi zdi ta valuation čisto nerazumljen, in zato tudi me ne bi čudilo, če bi Elon, na primer, poskušal malo zmanjšati to pozicijo, ja, ker je valuation res crazy, no, res crazy. Ja, klej smo zdaj spet pri enem tipičnem moltu. Se pravi, za Teslo je Elon Musk molt. Se pravi, on je najpomembnejša figura marketinška, čeprav se vedno... Ja. Elon Musk. Mislim, Fak, ja. To je po moje recesija nasplošno v teh sektorju. Ker Tesla bi šla full dol. Jaz mislim, da se zgodi ena velika kriza, Klemen. Zgodi se velika kriza, inflacija je na 15%, podnebne spremembe se ful poslabšajo in na koncu še, a ideje podcasta ni več, stari. Elon Musk umre, Klemen close svoj shop. To je to, stari. Lepa. Gotovo. Točno to sem jaz tudi treba komentirati, Andrej, da je tu v bistvu se lepo poveže ta mode za to temo. Ne? In to je fajn, da si omenil ta Teslin mode, je v bistvu single point of failure, pač ena oseba z fantastičnim marketingom, kar Elon Musk je res fantastičen marketingar, zelo dober storyteller, z zelo zanimivo osebnostjo, ki je na trenutke zelo premišljena, zelo thoughtful, na trenutke pa zelo quirky. Ne? In glih to naši generaciji ful paše, predvsem tudi še mlajšim. Ampak zdaj, če pogledamo mode vseh teh ostalih prevoznikov, ne? Od BMW, Audija, Toyote, v bistvu imajo nekaj, kar Tesla nima, ne? In to je infrastruktura. In ta infrastruktura je zelo, zelo pomembna za ta trg, za automotive. Naprimer, spet ena anekdota, ko ljudje kupujejo, Slovenci kupujejo Tesla, se vedno vprašajo, a lahko z njo pridem na Hrvaško na morje v enem govu. In odgovor je ne. Vsaj ne, da voziš tako hitro, kot si navajen voziti, 130, 140, pač ne gre skozi. In potem vračunaš tisti polurno do enourno pauzo, če sploh najdeš, kje ta najbližji elektropolnilec je, in ugotoviš največjo težavo trenutno Tesla, ki je pač infrastruktura, ki pa je sami enostavno ne morejo zbildati. Zato je tudi Tesla 7 let nazaj dala, mislim, da tam nekje, open sourcala večino svoje tehnologije, zato ker so hteli, da ostali vstopijo v ta svet, zato ker so hteli, da ostali proizvajalci ustvarijo elektroavtomobile, da jim pomagajo z infrastrukturo. In že samo to ti pove, da so daleč od tega, da bi bili največji in daleč od tega, da bi bili edini. In tukaj je res tudi z mojega vidika ta evaluacija ridiculous, pač res to je neverjetno. Ja, to sam dokazuje, da trgi so zelo neracionalni, oziroma potrošniki, investitorji, pade cela ta klasična ekonomska teorija, da se ljudje racionalno odločajo. Ne? Tako da samo ta slika je ful dober pokazatelj tega. Pa sploh zdaj, ko imamo ta demokratizacijo vstopa na delniške trge, ne? Ko imaš Robinhood in podobne zadeve, ko pač res lahko začneš tradati zelo hitro, ne. Pač se vidi, da ljudje kupujejo te meme stocks, pač kupujejo to, kar jim je blizu, kupujejo to, kar mislijo, da razumejo, in pač se napihujejo tehnološke delnice in te delnice, ko so tej generaciji pač blizu, brez razumevanja tega, kar se danes pogovarjamo. Jaz ne poznam skoraj nobenega, ki bi šel brati pač bilance, pa proba razumeti podjetje, preden ga kupi, ne. In to je po mojem tudi napihnilo Teslo. Tu, kjer smo danes. No, danes je sicer verjetno nižje od tiste cifre, ko tam vidimo. Koliko je padla? Mislim, da je skoraj 50% padla Tesla, ne? Z 1200 na 700? Nekaj takega. Teda že situacija drugačna. Ja, zadnje 2 tedna je bilo kar brutalno, oziroma zadnji mesec, predvsem z vidika tehnoloških delnic, ne. Pač nekako nismo uradno v recesiji, ne? Mislim, govorim za Ameriko, ne? Ampak, kakor sem gledal, vsi indikatorji kažejo na to. V Evropi imamo pa še ekstra probleme, ki so pač povzročeni z krizo v Ukrajini, ne? Z energenti. Tako da, po mojem, vstopamo v neko tako zanimivo obdobje, ne? Plus inflacija, ne? Ki se sicer v Ameriki zdaj umirja, kot sem zadnje podatke gledal, dvignili so obrestne mere,
v Evropi pa ne. Tako da mogoče lahko gremo na to temo, se pravi inflacija, recesija. Lahko pa Jaša pove o Euroviziji kaj, ne? Če je spremljal. Ne, jaz imam eno repliko na tale take o Tesli. Jaz se nekako direkcijsko ne strinjam, bom malo branil Ilona tukaj. In sicer, dajmo tako vzeti. Na svetu, tukaj zdaj statista.com, pa ne vem, če je res, ampak upam, da je. Na svetu je bilo prodanih leta 2021 66 milijonov avtov. In tega leta 2021 se je podvojila prodaja električnih avtomobilov. In leta 2021 so električni avtomobili nekako imeli, mislim, da skoraj 10% vseh prodanih avtov je bilo električnih. In zdaj, kaj ti to pove? To ti pove, da verjetno bo vedno več električnih avtov. Green lobby je močen, Elon Musk je pofarbil Twitter in svet in Greta mu je pomagala, da gorivo je za nič. In tukaj nisem prepričan, da je res toliko za nič gorivo in te avto so toliko za nič, da moramo vsi električno kupiti. To se sploh ne pogovarjamo. Mi samo pogovarjamo, kaj je percepcija. In percepcija na trgu delnic je v bistvu realnost. In seveda, da noben ne bere bilanc, ker bilanca nima skoraj nobenega vpliva na ceno delnic več. Samo še percepcija je pač 80%. In če živimo v tej realnosti, Elon s Teslo pač v tej realnosti on zmaguje. In a se strinjamo, da je Tesla najbolj vredna, bi mogla biti najbolj vredna avtomobilska družba na svetu? Ali mogoče Mercedes ali pa Volkswagen koncern bi mogel biti vsaj toliko vreden kot Tesla? Mogoče samo prvo vprašanje, Jaša. Ja. A je Tesla sploh avtomobilsko podjetje, da ga lahko primerjamo z avtomobilskimi podjetji? To je v bistvu question. Ampak ja, sorry. Dobro. Ampak a veš kaj, ne? Jaz bi rekel, da se če se strinjaš, da je Tesla najbolj vredna, bi moglo biti najbolj vredno avtomobilsko podjetje, pa se začneš vprašati, a je vredno to, kar BMW pa Volkswagen skupaj, a je vredno to, kar Mercedes, BMW pa Volkswagen skupaj. In pol začneš te stvari stekati, pol uleti percepcija in logično bo kar naenkrat pač Tesla ful vredna. Ne? In zdaj, a bomo šli v električno prihodnost, ja ali ne? Jaz mislim, da bomo šli vedno bolj. A ima Tesla neko prednost v softverju? Jaz bi rekel, da jo ima. Se pravi, da je najbolj vredna avtomobilska družba, ni sporno. Da je vredna toliko vsi skupaj, ok. Ampak na današnjem marketu dvakratnik, trikratnik, to gre gor dol v enem letu. To je vse, ko bi rekel, to je nepomembno. Samo pomembno je, ali imamo order of magnitude correct. In mislim, da v tem primeru Tesla versus the others, mi imamo order of magnitude correct. Mogoče smo 3x narobe, ampak Tesla je najbolj vredna in mora biti najbolj vredna avtomobilska družba na svetu. Ampak ena stvar je, da je najbolj vredna, druga, da je več vredna kot vse. Ta order of magnitude se mi zdi tukaj vprašljiv, ne? Mislim, to je percepcija, to se mi ne zdi to sploh ključno, je vreden 50% toka, je vreden toka vsi skupaj. To je pač, to gre vse v isto dimenzijo v prihodnosti. Ki je Tesla bo vedno močnejši v primerjavi z drugimi malimi avtomobilskimi. Jaz se s tem ne strinjam. Kaj je tvoj meni? Če pa se s tem ne strinjaš, moraš pa nujno kupiti vse ostale firme mečkam. Lukaš, kako šortaš? Šorta Tesla. Ne, jaz sem drugače osebno proti šortanju, ker se mi zdijo ti leveraged investments ne v skladu z mojo filozofijo investiranja, tako da jaz ne kupujem stvari na leverage, ker je riziko dosti prevelik, pa tudi trgi niso vedno racionalno izraz nekega racionalnega, realnega stanja in zato se mi to zdi preveč rizično, no? Ampak res je, da je Tesla naredila revolucijo glede teh adoptiona, koliko se kupuje električnih avtomobilov pa infrastrukture, ampak to še ne pomeni, da so oni najboljši player in da imajo tudi najboljši produkt. Glede same ekologije, mogoče pustimo to temo za kdaj drugič, ker mislim, da so trenutno električni avtomobili zelo neekološki. Tudi če gledaš, koliko waste se ustvari z
pokvarjenimi baterijami, z pokvarjenimi elektromotorji. Če gledaš samo Teslo kot produkt, ta produkt je katastrofa. Če gledaš, ko so se ti avti dosegli neko kilometrino, ta avto, ko pride do 100,000 kilometrov, moraš zamenjati že vsega hudiča. In če primerjaš, koliko se nekega waste ustvari z Teslo v primerjavi z nekim low emission normalnim avtom, se pač električni avtomobili nimajo kaj govoriti, da zdaj oni izboljšajo nekaj za ekologijo. Jaz verjamem, da v prihodnje bomo našli sisteme, da bojo te električni motorji zdržali dalje, pa tudi te baterije bile proizvedene na nek ekološki način. Trenutno se mi zdi to čisti greenwashing. In tudi infrastrukture nimamo primerne za to, ampak to lahko ekologijo tega pustimo za drugi, da se bolj pogovarjamo samo o sami vrednosti podjetja. Res so oni začeli z temi električnimi avtomobili, ampak še vedno se mi zdi, da sploh če gledaš zdaj, kaj se dogaja z nemškimi proizvajalci pa njihovimi električnimi avtomobili. Oni imajo toliko več razvoja, pa toliko več znanja, pa poznavanja avtomobila za sabo, da ko primerjaš neko Teslo, to je napol izdelan produkt. In se mi ne zdi, tudi če gledaš zgodovinsko, ne vem, tisti, ki so, firma, ki je naredila prvi računalnik, ni bila Apple, pa je vseeno Apple tisti, ki je naredil najboljšo izkušnjo za uporabnika, najbolj dodelan produkt in je zdaj eno izmed najbolj vrednih podjetij na svetu. In zato se mi tudi ne zdi argument tega, da je Elon naredil prvi električni avtomobil da je to nekako upraviči to, da ima njegovo podjetje čist insane valuation. Ja, pa padli so za 50%, no, ampak vseeno. Se mi zdi to čista izraz hajpa in ja, tega genialnega marketinga, ki ga Elon puša. Mene je to izredno super poslušati, ker mislim, jaz pa Luka sva glede te tematike živiva v drugem svetu. In mi je to vedno ful vredno, pa ne pravim zdaj, to so pač sam drugačna mnenja, ne pravim, da vam jaz bolj prav kot Luka. Sam, to mi je res ful dobro poslušati, ker tudi mene malo zbalansira, ampak jaz v bistvu čist drugače gledam tako na te, mislim, že se pravi, mi imamo omejene informacije, ne? In Luka operira z omejenimi informacijami in jaz operiram z omejenimi informacijami, ampak čistko občutek, ta gut feelinga, ki ga imam, ko gledam te gigafactorije, ki se gradijo, ko gledam v bistvu ljudi, ki jih cenim, recimo ena je Cathy Wood, recimo, ki analizirajo trge, inovacije, oni imajo izredno dobro mnenje glede Tesle na splošno, glede inoviranja znotraj Tesle, se pravi, sploh glede produkcije teh avtomobilov, a ne, vse je robotiziran, tukaj so oni baje par planetov naprej napram ostalim proizvajalcem, najboljši AI tim v vseh industrijah skoraj. Zdaj, je to res ali to ni, jaz težko definiram, ne? Ampak sam pravim, da zato živim v drugem svetu kot Luka, kar se tiče Tesle. Ampak mi je dobro to zbalansirati, tudi v mojem mindu. Tako da, všeč mi je tudi to, da ta video bo gor, ta rant od Lukata bomo izrezali kot izsek, dali ga bomo v svoj koledar, dali bomo 10 years naprej, pa se nam bo vsem poslali, pa bomo videli, je bil to dober view realnosti, ali pa ne. Super. V bistvu zdaj smo že kar blizu, oziroma smo čez planirano minutažo. Klemen, kako pa je planirana minutaža? Kaj si planiral? Rekli smo do 1 ure. A do 1 ure? No way. Razen, če imamo samo eno temo naslednjič. Ja. Mislim, da moramo biti tudi malo prilagodljivi, da vidimo, kam nas zanese, da ni tok beta. Ampak lahko gremo še na to Ukrajino, pa Eurovizijo, to me res zanima, Jaše Tejka, če je kaj spremljalo, če je glasoval, tako no. Jaša, tvoji viewi,
glede Eurovizije letošnje? Ja, jaz v bistvu nisem nikoli Eurovizije gledal in mi je fascinantno, da koliko mi je bilo v bistvu všeč. In zakaj? Ker to je ena redkih dogodkov tekom enega dneva ali pa 3 dni, ko gledaš 2 polfinala in eno finale, da dejansko države nekako tekmujejo skupaj. Ne? Vidiš malo tako različne države, glasbo, različne jezike, tako zelo taka svetovljanska zadeva in je to redko, ne? Zelo redko. To je super. Glede same te dotične Eurovizije letos, da sem to prvič gledal, kot sem rekel, moja punca je pač fanica Eurovizije in nasplošno muzike, tako da sem imel nek expert opinion, kjera pesem je dobra, kjera ni. Pol je prišlo pa glasovanje, ne? In glasovanje je, bi rekel, fantastično narejen, tako da v bistvu res ne veš, kdo bo zmagal. Po drugi strani pa lahko veš, kdo bo zmagal, če malo prekalkuliraš, tako da je zelo zanimivo. Tako da jaz sem nekako, meni bo že zelo hitro jasno, da bo Ukrajina zmagala. In 2 stvari so tukaj ful fascinantne. Prva stvar je, ti si bil stavnice za zmagovalce Eurovizije in si lahko stavil vnaprej. Pred finalom pa po polfinalu. Končni rezultati Eurovizije so bili praktično identičnimi stavnicami. To pomeni, da prvih 10 držav, zadeli so 9 od 10 in zadeli so, ne vem, 7 od 8 oziroma 7 od 10 mest. Se pravi, zadeli so, kjer je bil prvi, kjer bo drugi, kjer bo tretji, kjer bo peti, ne vem, vse so skoraj zadeli. Neverjetno, ne? In sem mislil, kako je to zdaj mogoče, ne? In pa sem ugotovil, da verjetno je to tako, da so vedeli, da gledalci bojo ekstremno uprit Ukrajini. Polovica vsega votinga so gledalci, polovica vsega votinga so pa žirije v samih državah, ne vem, neke glasbene režije. In te režije so bile, sploh ni Ukrajina vodila, bila je 5, recimo, ne? 5 je bila. Po žirijah. Pa so pa gledalci prišli in gledalci so skoraj v vsaki državi največ glasov podelili Ukrajini. Ne? To je nekaj neverjetnega. Ne moš točno vedeti, koliko glasov so podelili Ukrajini, oziroma koliko držav podelili največ glasov Ukrajini, ampak lahko skalkuliraš, da v bistvu praktično najmanj 20 držav od 40 je podelilo največ glasov Ukrajini, mogoče pa še kjera več, če so slučajno bile kjere države, ki so podelili, ne vem, 3. največ, ali pa 4. največ, ali pa 7. največ. Ne? Se pravi, kakorkoli ti pogledaš, je pa to neverjetna uniformiranost glasovanja. In to mi je najbolj fascinantna stvar. Očitno so trgi to pričakovali, ampak to je nek odraz publike, ki je absolutno za Ukrajino po celi Evropi. Ne? Tako da zelo tak zanimiv, bi rekel, odraz tega. Ja. Jaz lahko sam poslušam, ker nisem nič gledal. Jaz nisem gledal, ampak ker sem zvedel, v bistvu ti si poslal, Jaša, sem zvedel, da je Ukrajina zmagala. Ne? Sem šel malo komentarje brati. Komentarji so se začeli in v to smer, da Bosna bi mogla zmagati tudi, ker so imeli takrat vojno in podobno. Ne? In se mi je zdelo tako glavni problem tega sveta, da začenjamo mešati stvari med sabo, ki niso povezane. In se mi zdi, da ljudem je malo vseeno, ker ne razmišljajo o potencialnih posledicah tega. Ne. Se pravi, boljše, da si politično korekten, boljše, da si nice, kakor da si realen. Ne. In se mi zdi, da se to, se pravi, nek ta virus, miselni virus, ki ga zadnja leta opažamo na družbenih omrežjih, pa predvsem iz Amerike to prihaja, z te leve strani, se mi zdi, da je izredno slab trend za družbo na splošno in to je odraz nekega tazga, ki rečeš, vseeno mi je, kdo je najboljši, kdo je imel najboljši nastop, kjera pesem je bila najboljša, oni pa zmagajo, ker je taka situacija, kakršna je. In s tem se mi zdi, da ker hočeš biti fair, si izredno ne fair,
do onih tekmovalcev, ki so bili pa boljši, recimo. Bolj so se potrudili, boljši komad so imeli, celo življenje so sanjali, da bojo na Evroviziji, in to se mi zdi izredno, izredno nefair. In če bomo to delali na tekmovanjih, športnih tekmovanjih, da bojo tisti, ki so se rodili kot moški, so spremenili spol, bojo pol kar tekmovali z ženskami. Ne. To se mi zdi izredno nefair do tistih tekmovalcev, ki so v tej kategoriji. Ne. In to je bil odraz tega. Ne. To je moj take in nimam več v bistvu na to tematiko nič drugega. Smo v bistvu bolj vprašanje, vse po mojem noben nima odgovora, ampak sem že parkrat slišal, da obstajajo te stavnice z odci, torej z kvotami, kdo bo zmagal. Ampak mi ful ni jasno, na kak način to sploh definiraš. Ker naprimer v športu imaš ti dve ekipi, ne, ki tekmujeta, imaš neko zgodovino, veš, kako tudi igrate drug proti drugi, pa je neka kvaliteta. Zdaj tukaj pa imaš, ne vem, koliko je teh držav, ne vem, 40 ali 20, kakorkoli, ne glede na številko, ne, kako sploh ugotoviš, kdo bo zmagal, na podlagi česa. Ker prvič igrajo, ne, če tako rečemo, druga proti drugi. Ne igrajo prvič. Komadi so znani, pa imaš podatke o tem, koliko je nek komad popularen, recimo, pred samim izborom. Aha, torej gledaš, ne vem, YouTube oglede in te zadeve, kaj? Zdaj se zmišljujem, ampak verjetno je to tudi noter v definiciji kvote, a ne? Verjetno, ker po drugi strani bi lahko predvideval, da od Nemčije top pesem bo imela tako avtomatsko 10-15 milijonov ogledov, ne, na YouTube, medtem kot Švedske bo mogoče imela 400 000, ker je pač toliko manjša. Zdaj, kako vseeno ugotoviti? Super vprašanje, Alan, ker je zelo fascinantno. Nemčija je dobila od žiri, po celi Evropi, točno nič glasov. Niti ena žirija jo ni dala na prvih 10 mest. Kar je fascinantno, od glasovalcev je dobila minimalno, bizarno. Seveda Nemc ne more glasovati za Nemčane in tako naprej. Zdaj pa, kako so oni to dobili? Te oci so po polfinalih bili dani. Pred finalom, po polfinalih. A so oni imeli polfinalne rezultate? Jaz ne vem, to so uradno nejavni rezultati, se pravi, ni se vedela, kdo je dobil največ glasov v polfinalu. Vedeli so se pesmi in vedeli so se, kdo je že znan že naprej. Recimo, Måneskin je bil že znan tudi pred Eurovizijo, ko so zmagali, ne? Letos je bil nek britanski, je imel full TikTok followerjev in je bil po na koncu drugi, tretji. Vedeli so, da ta Ukrajina bo prinesla do tega, da bo vsi glasovali za Ukrajino. Vse to so nekako sprognosticirali. Še vse se mi zdi pa absolutno neverjetno, da so praktično prvih 10 zadeli v nulo. To je, mislim, to je. Pa kaj rečeš za del? Kaj, to je neka spletna stran ali kako? Ja, to je nek oddsmaker, no. In na kateri platformi pa te stave se pol vršijo, če veš? Bet365, Unibet, 888 Sport, William Hill, to je bil aggregator od Beta. Zanimivo. Tega sveta ful ne poznam. Ja. Jaz osebno tudi nisem neki poznavalec Evrovizije, ampak se mi tudi zdaj malo čudno, no, kaj zdaj v bistvu sploh ocenjujemo tu. Ocenjujemo nek nastop, neko kvaliteto petja ali ocenjujemo tu, kakšna je politična podpora ostalih držav do nastopajoče države. Ne? Kar letos je v bistvu bilo bolj ta neka politična podpora. Ampak mislim, da tudi že v zgodovini, spet nisem ekspert na Evrovizijo, ampak je bila to vedno neka politična igra. Mi smo vedno dali glasove Srbiji, pa Srbija nam, pa nekak Balkan se je podpiral, pa drugo, tako da to nikoli ni, tudi zgodovinsko nikoli ni bil 100% neki rating samega performansa, ampak je bil vedno neka politična igra, koliko imamo mi zdaj nekih prijateljev, ki nas podpirajo. Sigurno, če je potem neki full wow nastop, to pripomore k tej končni oceni, ampak to je bila vedno neka mešanca med performancem pa politično igro in podpori državi. Tak sem se jaz to dojemal. No.
Ne AI zbere naslednjič. Kjer je najboljši komad, pa ko vidimo, da deluje tam, ga predstavimo še na politične odločitve. Jaz mislim, da bi videl mogoče Elona postavila v komisijo, ker on bi sigurno naredil najboljšo odločitev. Ma ne, stari Luka, bomo tebe. Ni, jaz ne rabim biti v tej poziciji. Ja, cool. Mislim, da mora eden, ne bom povedal, kdo mora iti, da ga ne bom izpostavil kot full busy businessmana, ampak mislim, da lahko naredimo za prvo eno tak cut, res. Full hvala, ker ste si vzeli čas, pa itak se enkrat na mesec takole malo posinkamo o relevantnih tematikah. Jaz sem full uživo, a ne? Tako da upam, da je bilo tudi vam všeč, vam mislim, ker ste na tem kolu, a ne? Bojo pa itak številke, pa AI na YouTubeu bo povedal, ali je to dobro ali ni. Tako da full hvala osebno. Se vidimo naslednjič. Čau. Hvala, čau. 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 Čau.